Dober dan, dragi moji. Ponovno smo skupaj z enim čudovitim videom iz narave. Take video obožujem, ti so mi najljubši. Naslov sem dala Življenje me ljubi in jaz ljubim njega. In jaz mislim in sem prepričana, da je to ena odskočna deska za res našo lepo življenje. Da ga začnemo ljubiti, da ga začnemo sprejemati. Vse pa izhaja iz nas, iz naše ljubezni do sebe. In to je veščina, ki se jo da naučiti. Tako se da tudi naučiti hvaležnosti. To je tudi veščina. In pred časom sem bila na delavnici od Nade Bučevič, to je sestra od Ane Bučevič, ki ima delavnice za otroke in starše. In res smo se imeli, mislim, lepo, solze, občutke, emocije, prekrasno je bilo. In kaj vam želim predati? Praktično, ko sem začela uporabljati vse to, kar je ona tam predala, vso to znanje, vse te izkušnje, vse te metode, se je praktično odnos mene in Nežke začel v parih dneh spreminjati in izboljševati in postajati točno takšen, kakršna sem si želela. Tako da na prvi stopni rabimo vero, potrebujemo vero in prepričanje, da vse to skupaj deluje in potem res deluje. In če bo komorkoli pomagalo, ona svetuje, da recimo Nežka je stara 10 let, da pri otrocih začnemo uvajati žepnino. In jaz sem rekla, ok, od jutri naprej dopiš žepnino 10 evrov na mesec, glede na to, da mama izzive z grdimi besedami, čeprav ji dam prostor, ker to je treba izraziti, sem pa rekla, ok, za vsako grdo besedo jaz odštejem pol evra. Je rekla, se boš pozabila, ne bom pozabila, si bom zapisala. In ko je videla, da sem si zapisala, da smo že na 9,5, se pravi grdo besedo do mene ali pa do kogarkoli drugega. In nenormalno deluje, ne, res. In vam predajam to informacijo, da lahko tudi vi uporabite to pri svojih otrocih, če jih imate. In druga stvar, ki jo želim z vami danes podeliti. V glavnem, dan se je začel fantastično. Dobila sem, mislim, da 4-5 glasovnih sporočil od ene gospe, ki me spremlja. Nataša, ti si čudež. Nataša, tvoji videi na YouTube kanalu Planet ljubezni so fantastični. Zgodil se mi je čudež, denar mi je padel iz neba in tak naprej. Ne? In to so tisti mali, joj, toliko lepo ptički pojo, da bi najraje ručke zaprla in jih poslušala, ampak zdaj sem tule z vami in se vam bom predala. To so tisti mali dokazi ali pa dokazi, da vse to, kar govorim, kar drugi govorijo, moji učitelji, moji mentori, deluje. In zakaj recimo meni v življenju gre in zakaj jaz tako zelo ljubim življenje? Zato, ker sem se na eni točki odločila, da bom verjela temu. Čist nič druga. Živijo, Mojca. Hvala lepa tudi tebi. In kaj delam jaz? Danes sem si vzela, kljub temu, da imam ogromno dela z okolicami, z obrazovanjem sadnega dreva, sem rekla ne. Čeprav neizmerno tudi v tistem delu uživam in je res blagoslov in sem mu predana, sem rekla ne. Danes je čas zate. Čas za tvoje užitke. Vesolje te podpira, začnite zaupati v to. Vesolje, življenje, angeli, vile, karkoli želite, Bog, te podpira na vsakem koraku, ko izbereš sebe. In danes je moja duša in srce čutila, da rabi iti v hribe, da rabi ptičke poslušati, da se rabi trave dotikati, da rabi na travnik ležati med trobentice, med vijolice. In jaz sem to naredila. Kljub temu, da bi lahko rekla, ok, zdaj bom pa brez, ne vem, koliko evrov danes ostala, ker nisem šla delati. Ne, življenje me bo še bolj nagradilo. In začnite, ena taka super tehnika je, ko, zdaj vam bom danes kar več stvari tule podelila, tako da si malo izpište to vse ven. In pite vodo. Danes pijemo izvirsko vodo, lahko je vsak dan, še bolj priporočljivo. V enem od videov sem že omenila, kaj pomeni, da smo vedno dovolj časa hidrirani. Se pravi, življenju sporočamo ves čas vsega imam dovolj. Ker čim smo žejni, pomeni, da smo v pomanjkanju in nam gre denar, nam gre odnosi, nam gre zdravje, nam gre ljubezen.
ker to pomeni, da smo v pomanjkanju. Ves čas dovolj hidririte telo, brez da ste sploh kdaj žejni. To je en tak nasvet, ki boste videli, da vam lahko res spremeni življenje. Meni ga je. Tretja, četrta stvar, ne vem, ko jo želim danes z vami podeliti, smo rekli, uvedite žepnino otroku in potem odvzamete, ne vem, pol evrčka za vsako grdo besedo. Totalno deluje. Ena graja otroka, 5 pohval. Kje smo pol? Se pravi, da se izniči ta graja. Smo na nuli, se pravi, še več pohval. Otroku rečete, ne vem, umij si roke, teh vprašanj je bilo ogromno na delavnici, ne. Si ne umije roke, se ne stušira, 100-krat mu moram reči, bla, 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 ne. In kaj pol naredimo? Otrok si umije roke, po 5-krat ali pa 10-krat, ko smo mu rekla, a ga pohvalimo, sami se podgovorite. Ne vem, čakamo pol ure, da si obuje čevlčke, a ga pol pohvalimo zato, ko si obul čevlčke, se nam zdi samoumevno. Pohvale, ne zato, ker diha, ne zato, ker živi, ampak zato, ker si je umil roke, ker ste mu 5-krat rekli, zato, ker je, ne vem, pospravil v sobici barvice, zato, ker ste mu 5-krat ali pa 10-krat rekli. To je druga stvar. Tretja stvar, hvaležnost. Kako ćemo dati otroku, da bo za nekaj hvaležen, če mi sami nismo hvaležni? Tako sem rekla, hvaležnost je veščina, ki se jo vadi. Vzemite eno skrinjico, ne vem, neko škatlo v čevljev, staro škatlo v trgovini vzemite ali jo kupite, ne vem, v Tediju ali karkoli. Vsak dan napišite eno hvaležnost, vi in vaš otrok ali pa partner. Zakaj ste danes hvaležni? Zakaj ste danes hvaležni? In ko otrok vidi hvaležnega starša, tudi on postane hvaležen. Hvaležnost je treba naučiti otroke. In kako jih naučimo? Tako, da se sami naučimo hvaležnosti. Hvaležnost je najlepša, največja čednost. Jaz s hvaležnostjo sem dosegla čisto vse, kar imam danes. S hvaležnostjo. Jaz sem hvaležna, da imam zdaj telefon, da sem tule z vami, da čujem ptičke, da me sonček boža, da me veterček boža, da imam noge, ki so me do sem pripeljale. In zato res nično ljubim življenje in življenje ljubi mene in mi to kaže na vsakem koraku. Ok, sem rekla, dobila sem prekrasna sporočila od ene prekrasne gospe. Nataša res deluje, Nataša, ne vem, občudujem te, rada te imam, ne glede na to, da smo se, ne vem, čist kratek čas poznale, te res občudujem, kaj vse si dosegla, kaj vse si zmogla. Ja, ampak vedno vam pravim, v to, kar vi danes gledate, je ogromno časa, pa dobro, če rečemo, da časa ni, ogromno akcij je bilo potrebne, da sem jaz danes tu, ker sem. Ogromno enega denarja, ogromno enih terapij, ogromno korakov in pol nekdo reče, ja, poglej, koliko jih gre. Je normalno, da mi gre, se to je logična posledica tega. Ampak, koliko sem pa jaz v to vložila noter? In če želite spremembo v vašem življenju, na bilo katerem področju, morate nekaj spremeniti, morate, ok, ta beseda ne vibrira glih z mano, se pravi, je potrebno nekaj spremeniti. Tudi tako, da ozaveščate vaše besede. Leta, jaz sem zdaj čisto zavestno videla, da sem rekla moreš. Moreš je ena taka trda beseda, meni z nizko vibracijo. Ano. Se pravi, če želiš spremenbo na kakršnem koli področju v tvojem življenju, je potrebno nekaj spremeniti. Je treba drugačne izbire narediti. Je treba novo znanje vnesti v življenje. Je treba začeti tudi zavestno govoriti, da spremljaš svoje besede, ker vsaka beseda ima svojo vibracijo. En dan sem delila zgodbo, ko mislim, da sem jo pred letom ali 2 napisala na Facebook. Vesolje ne sliši naših besed, vesolje sliši našo vibracijo. In zavedite se, eno tako lepo vajo lahko naredite, zaprete učke, dihate v trebuh, skozi nos, da se trebušček dvigne in pri izdihu se trebušček spusti. In to naredite 5 do 6 krat. In potem pri vsakem izdihu si rečete, bomo govorili besedo meditacija, se pravi po črkah, črkovali bomo. Vdih v trebušček, M, izdih. Vdih v trebušček, D, izdih. M, E, čakajte, zdaj sem se malo zmedla, ko se snemam. Se pravi, vdih v trebušček, M, izdih. Vdih v trebušček, E, izdih.
vdih v trebušček, D, izdih. In nadaljujte do zadnje črke A, meditacija. In če pridete do zadnje črke, brez da vas kaj zmoti, da vam misli se preusmerjajo, da je nek motilec noter prišel, da karkoli, pomeni, da imate kontrolo nad svojimi mislimi in svojimi občutki. In to je veščina, ki se jo vadi. Če tega ne dosežete med tem dihanjem, pomeni, da rabite še več vaje, čist nič druga. Ker enostavno vso naše življenje je refleksija naših misli in občutkov. In tu bi dodala še eno veliko stvar, ko sem jo v bistvu zavesla zdaj v zadnjem času. Se pravi, kaj sem delala? Nisem delala narobe, ampak nisem imela tega znanja. Čeprav mi je mogoče 10 ljudi rekli, ampak potem rabimo enega človeka, ko z nami resonira tista beseda. Prvo vemo, vem, da bi mogla drugače. Pol na eni stopni to začutimo in potem razumemo in potem šele to živimo. In jaz vam predajam samo vse to, kar jaz živim. Druga vam ne morem predati. Se pravi, kaj sem delala v odnosu z Nežko. Ves čas sem jo ščitila pred bolečino. Ščitila sem jo pred posledicami njenih izbir, njenega obnašanja, recimo. Ves čas sem jo ščitila, da ne bo njo bolel, da jo ne bo toliko bolel, ko je mene bolel, ko sem bila otrok. A mislite, da sem jo s tem res ščitila, sem ji škodovala sem ji. Se pravi, vsi mi moramo občutiti in zato tudi ne moramo, vsi mi rabimo občutiti bolečino, da vemo, kak je potem drugemu človeku, ko mu mi prizadanemo bolečino. In zdaj jaz več ne ščitim Nežke pred bolečino, to si rekla temu otroku, ta otrok je tebi rekel, to recimo čez 2-3 dni se zgodi. A te boli? Ja, boli me. Spomni se, kaj si ti naredila drugemu otroku. Tudi njega je bolel, ko si mu rekla, ne vem, grdo besedo, da je kreten ali pa kakorkoli. Tako da, danes je en res čudovit dan. Pijte vodo. Pejte si danes po izvirsko vodo. Mene so danes vodniki točno ob 2:20 zjutraj zbudili. Vsega, kaj želite od mene? Usedi se, vzemi list papirja in piši svoje manifestacije za naslednje pol leta. In sem napisala 2 stvari svojih manifestacij. Se pravi, vse, kar si želim. Danes so energije zelo močne, zelo vas podpirajo, tako da naredite to, če želite spremembo v življenju. Pa zdaj, koliko vas to stane? 5 minut vašega časa, recimo. Ali pa 3 minute, da napišete, kaj si v življenju v naslednje pol leta želite, da se vam zmanifestira. In pa rečete, ni spremembe. Je normalno, da jo nič ne naredimo za to, da bi prišli do spremembe. Vzemite list papirja danes. Danes vas res te energije zelo podpirajo. Krat 100 se vse pomnoži, sem vam že zadnjič delila na Facebooku. In napišite, kaj želite, da se vam v naslednje pol leta zmanifestira. In pol ta listek lepo obdržite, lahko ga vsak dan preberete. Gledamo se kmalu na YouTube kanalu Planet Ljubezni. Če imate kakršnakoli, tule želim, da mi komentirate od spodaj, da napišete, kaj je vaš užitek. Glejte, jaz sem šla danes v hribe, to je moj užitek. In več užitka bom vnašala v svoje življenje. Ja, logična posledica je, da bo vedno več užitka prišlo v moje življenje. To je logično, če želite logiko, dokaze. In v tem res uživam in sem danes si poklonila to, da uživam. In jaz vem, da vsak dan bo še več užitka prišlo v moje življenje. Se pravi, to, ko smo se dogovorili, vzemite list papirja, napišite, kaj si v naslednje pol leta želite, pejte v en izvir in danes pijte izvirsko vodo. Ne danes, jaz vam priporočam to vsak dan. Zakaj? Ker smo bitja narave, ker smo iz narave in rabimo to vodo, ne tisto z klorom ali kaj že vse noter devajo, ne vem, ne. Ker v bistvu, zadnjič sem razmišljala, ko smo se s sestro pogovarjali, ona je zelo proti tej izvirski vodi, ja pa lahko dobiš trakuljo, pa ne vem, kaj vse lahko v tej vodi, ne. Pač in jaz jo pustim v teh njenih prepričanjih, ne.
ampak nikoli še nisem srečala človeka, da bi rekel, da je karkoli bilo narobe, ko je pil vodo iz gozda, recimo. Ne. Srečala sem pa že ogromno ljudi, ko so imeli drisko, trebušne težave, bolečine v trebuhu, slabo počutje zaradi tega, ker pijejo vodo iz pipe. Ne. Tako da ne vem, kaj vi mislite o tem, dajte tudi spodaj, napište 3 stvari, kaj pa vam prinaša užitek v življenju. To ljubezen do sebe, v čem jaz uživam. In napište tudi 3 stvari. Recimo, jaz neizmerno uživam v hribih. Neizmerno tudi uživam, ko recimo obrezujem jablane. Neizmerno uživam, ko urejam okolice. Neizmerno uživam, ko vam predajam vse to znanje, vse te izkušnje svoje vam naprej. Neizmerno uživam, ne vem, vsak dan. Neizmerno sem se naučila uživati, ko zlagam posodo v pomivalni stroj, iz pomivalnega stroja. Neizmerno uživam, ko kuham svoje marmelade. Neizmerno uživam, ko kuham kosilo. Glavim polno življenje, slej ko prej postane, vsake vaše opravilo postane užitek. Ne? In to tudi pomeni ljubezen do sebe. Ne? Da vsaki stvari se naučimo uživati. Ne? Ker nesrečen človek pomeni, da ni hvaležen. Ne poznam srečnega človeka ali pa hvaležnega človeka, ko ne bi bil srečen. In iz hvaležnosti res vse izhaja. Tako da vadite hvaležnost. Hvaležnost je veščina, ki se jo da naučiti. Rada vas imam, če imate kakršnokoli vprašanje, izzive, karkoli, kar vi imenujete problemi, težave, pišite na planetljubezni@gmail.com. Želim vam krasen dan, sončkom obsijan in želim vam, da spoznate, da vsi problemi, težave, izzivi se dogajajo za nas in ne nam. Nihče vam noče škoditi, najmanj pa še življenje, Bog, angeli, vesolje, karkoli. Škodimo sami sebi s svojimi mislimi in svojimi občutki in svojimi prepričanji. Ampak tudi to se da vse spremeniti. Če sem zmogla jaz, zmorete tudi vi. Lepo se imejte, rada vas imam. Čau, dio.